Jezus nas tako zelo ljubi, da daje svoje življenje za nas. Pozdrav vsem! Rada bi vam povedala čudovito zgodbo. Ta zgodba govori o ljubezni. Veste, kaj je ljubezen? Lahko je ljubezen mame, očeta, starih staršev, stricev in tet, vse družine. Tudi ljubezen prijateljev ali učiteljic. In mi smo velikokrat vrnili to ljubezen na 1000 različnih načinov, kaj ne? Lahko se vprašamo, ali obstaja nekdo, ki nam je dokazal svojo ljubezen na junaški, enkratni način, da je celo dal življenje za vsakega izmed nas? Že veste, o kom govorimo? Da, to je Jezus. Povedala vam bom tisti del njegove zgodbe, ki nam pokaže, do kod seže njegova ljubezen, kako velika je njegova ljubezen. Nekega dne je šel Jezus s svojimi učenci molit na Oljsko goro. Tam je bil velik vrt z imenom Getsemani. Jezus je bil zelo žalosten in se je zelo bal, ker je vedel, da so ljudje, ki ga hočejo umoriti, zato je prosil Boga takole: Oče, če je mogoče, naj gre ta bolečina mimo mene, toda ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. To je pa res veliko dejanje ljubezni. Očitno Jezus zelo zaupa v ljubezen Boga in hoče narediti vse, kar on hoče. Veste, kaj se je zgodilo potem? Juda, eden od apostolov, ki je dobro poznal Jezusa, je organiziral hudo past. Stražnikom je namreč izdal, kje je Jezus, da bi ga lahko ujeli. Odpeljite ga, je zavpil vojak. Učenci so Jezusa hoteli braniti, izvlečejo meč in se hočejo boriti. Jezus pa jih ustavi, ker noče nasilja. On je prišel, da bi prinesel ljubezen in mir. Vojaki so ga zgrabili, ga trdno zvezali in odvlekli z Oljske gore. Odpeljimo ga k Pilatu, je rekel nekdo. Oh ne! Pilat je rimski upravnik, ki je tedaj vladal v Palestini, Jezusovi deželi. In Pilat ima oblast, da ga lahko obsodi na smrt. Ko je Pilat zagledal veliko množico z vojaki, ljudmi, oboroženimi s palicami in zvezanega človeka, je vprašal, kaj se dogaja. Duhovniki so mu odgovorili: On laže, trdi, da je Božji sin, judovski kralj. Ampak bilo je tako, bilo je res, Jezus je Božji sin. Toda oni ga niso razumeli in so se motili, ker so verjeli, da je Jezus slepar, lažnivec. Pilat je začel Jezusa spraševati. Zastavil mu je veliko vprašanj. Si ti judovski kralj? Ti to praviš, jaz sem kralj, je odgovoril Jezus. Jezus ni naredil nič slabega in Pilat ni imel dokazov za obsodbo. Še več, verjel je v njegovo nedolžnost. Toda voditelji naroda so bili prepričani, da Jezus laže. Zato so pritiskali na Pilata in ta se je ustrašil, da bi šel proti njihovi volji, zato je vprašal množico: Kaj hočete, da storim z Jezusom? Križaj ga, so na ves glas zavpili, križaj ga. Zato je Pilat izpolnil njihovo zahtevo in ukazal, naj Jezusa obsodijo na smrt. Vojaki so ga odpeljali, zasmehovali so ga, oblekli v rdeč plašč in na glavo so mu dali trnovo krono. Smejali so se mu in govorili: Pozdravljen, judovski kralj! Potem so vojaki odpeljali Jezusa, da je nesel težak križ na grič z imenom Golgota. Tam je bil križan skupaj z drugima dvema obsojenima na smrt, ker sta bila tatova. Eden od njiju se je kesal in je rekel Jezusu:
Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Jezus, ki ni prenehal ljubiti, mu je odgovoril: še danes boš z menoj v raju. Neverjetno, kljub vsem strašnim bolečinam je Jezus še naprej ljubil. Prej si reševal druge, če si res Božji sin, zakaj ne rešiš samega sebe? Če si kralj, reši samega sebe. Ha, 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 ha. Vojaki in poglavarji farizejev so Jezusa zasmehovali, ljudje pa so vse to opazovali. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ste videli? Jezus je odpustil celo svojim sovražnikom in tistim, ki so ga krivično obsodili. Medtem je bil poldan. In prav tedaj, ko bi sonce moralo najbolj sijati, je nebo postalo črno kot ponoči. Zdelo se je jezno. Tedaj je Jezus izkusil zelo veliko bolečino, večjo od vseh, ki jih je pretrpel do tedaj. Bilo je, kakor bi tudi v njem, v njegovem srcu postalo temno. Čutil se je sam, zapuščen od očeta, od Boga. Zato je močno zavpil in vprašal: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Kaj se je zgodilo? Jezus je vzel nase vse naše grehe, naše napake, on jih je nosil in zanje plačal. Tako je, kot bi vsak izmed nas imel na ramenih nahrbtnik s kamenjem. Jezus gre mimo in vzame vse to kamenje iz tvojega nahrbtnika, tudi kamne vseh nas, in jih preloži v svoj nahrbtnik, ki postane strašno težak. In vendar je Jezus pripravljen, da se žrtvuje. To stori, da bi nam pomagal, ker nas ima rad. Tako zelo si je naložil vse zlo sveta, da ni več čutil navzočnosti očeta, čeprav ga on nikoli ni pustil samega. In Jezus je bil tako zelo prepričan, da ga ima oče rad, čeprav ga ni videl, čeprav ni čutil njegove navzočnosti, da je takoj zatem rekel Bogu: Zaupam se tebi, oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Če se nam kdaj zgodi, da začutimo v sebi temo, da smo zaradi česa žalostni, sami, lahko rečemo Jezusu: Poslušaj, ti si zelo trpel, toda zdaj tudi jaz malo trpim in se počutim kot ti. Zato ti darujem svojo bolečino. In potem rečemo kot Jezus: Prepričan sem, da mi boš pomagal. Bog, zaupam vate. O, kaj pa se dogaja? Nenadoma se je zemlja začela tresti, zavesa v templju se je pretrgala, prestrašeni ljudje bežijo. Rimski stotnik pod križem razmišlja, kaj se dogaja, in ko vidi, koliko Jezus trpi, se iskreno kesa. Resnično, ta človek je bil Božji sin, je vzkliknil. Potem se je Jezus popolnoma prepustil svojemu očetu, je nagnil glavo, zaprl oči in umrl. Je ta zgodba preveč žalostna? Da, seveda bila bi žalostna, če bi bilo s tem vsega konec. Namesto tega pa poslušajmo zgodbo naprej. Ko so Jezusa sneli s križa, so njegovi najboljši prijatelji položili njegovo truplo v grob. V bližnjem vrtu je bila votlina izklesana v skalo, v katero še ni bil nihče položen.
Rimski vojaki so zelo dobro zatesnili vhod v jamo z veliko okroglo skalo in so stražili, da ne bi kdo prišel in ukradel Jezusovega trupla. 3 dni kasneje je zgodaj zjutraj nekaj žena odšla k grobu in takoj, ko pridejo tja, presenečenje. Skala je bila odvaljena in grob je bil odprt. Odnesli so Jezusa, so rekle obupane žene, ko so vstopale v grob. Iščejo ga, iščejo povsod po vrtu, toda Jezusa ni. Nenadoma se jim pojavi angel, imel je belo, zelo bleščečo obleko. Ker žene niso vedele, kdo je, so se zelo ustrašile. Koga iščete? Jih je vprašal. Žene so bile zmedene, najprej zato, ker je Jezus izginil in zato, ker niso nikoli videle angela. Je razumljivo, kaj ne? No, angel nadaljuje in jim pravi: Jezusa iščete, križanega? Bil je obujen, ni ga tukaj. Povejte Petru in njegovim učencem, da je šel pred vami v Galilejo, tam ga boste videli. Čudovito! Jezus je živ, to je močno. Vstal je, seveda, logično je. Jezus je bil Bog, ni mogel umreti zavedno. Kot je obljubil, je po 3 dneh vstal. Jezus je spremenil bolečino v veselje iz ljubezni. Tudi mi lahko kot on spremenimo naše majhne ali velike bolečine z dejanjem ljubezni in ob misli na Jezusa lahko naredimo kot on. Veste še nekaj? Še danes je živ. V nas, v naših srcih, a ne le tam. On je živ med nami, ko se imamo radi. Žene po angelovih besedah polne sreče tečejo in povedo to tako lepo novico vsem prijateljem in Jezusovim učencem. Tecimo tudi mi in prinašajmo srečo vsem. Ste za to? Jezus bo prav gotovo zadovoljen. Iščejo vse zaman, vse posod ga iščejo, a Jezusa ni. Grob je bil odprt, a vendar prazen. Angel se prikaže ženam, angel, ki sprašuje, koga iščete. Jezusa ni tu, bil je mrtev, toda zdaj živi. On vstal je, aleluja, Jezus živi. On vstal je, aleluja, Jezus živi. On vstal je, pojdimo si, on vstal je, povejmo vsem. Aleluja, aleluja, on resnično živi. Apostoli so zbrani skupaj, naenkrat pa se jim prikaže Jezus živ, ki pravi jim: poglejte me, jaz sem, ja, res sem tukaj. Križali so me in me pustili umreti, bil sem mrtev, a sedaj sem res vstal. Apostoli zdaj pridejo k njemu, on res živi. On vstal je, aleluja, Jezus živi. On vstal je, aleluja, Jezus živi. In drug drugega ljubimo, med seboj se ljubimo. Kdaj bo Jezus med nami ostali Jezus bo. Sedaj odhajam gor k svojemu očetu, ne bom vas pustil same, saj vam bom poslal Svetega Duha ljubezni.
vam bo on pojasnil. V svet vas zdaj pošiljam, kar vsi pojdite, povejte vsem o meni, kar ste videli. Z vami bo moja ljubezen, vsem jo ponesite. On vstal je,